Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Število potrjenih okužb s koronavirusom pri nas je vsak dan večje, a izredne razmere zaradi virusa ne puščajo posledic le v zdravstvenem sistemu in gospodarstvu, ampak tudi na ljudeh. Mnogi so se znašli na robu preživetja, saj jih pestijo gmotne in finančne težave, še hujše pa so lahko psihične stiske posameznikov. S temi se vse bolj soočajo tudi v dobrodelnih organizacijah. Seveda so opora vse več posameznikom in družinam v stiski, pove generalni tajnik Škofijske Karitas Novo mesto Simon Dvornik. A ne le s prehranskimi paketi in finančnimi pomočmi. Želijo jih namreč opolnomočiti za življenje, jih naučiti tudi odgovornosti zanj. Ljudje so v stiski, se pravi notranji stiski. Veste, ni tukaj spet toliko poudarka na teh finančnih problemih. To je nek nevidni sovražnik, ki veliko ljudi ne zna z njim nekako se soočati in potem je tukaj naša naloga, da jim lahko nudimo neko pomoč, takšno ali drugačno. Tukaj smo v bistvu zaradi tega, da probamo ojačati njihovo socialno mrežo, tako da v bistvu oni vejo, na koga se še dodatno lahko obrnejo. Ker vemo, da veliko ljudi potrebuje velikokrat samo kakšen pogovor, razbremenilni. In tukaj smo v bistvu tudi mi, zato da jim to nudimo. No? Zaenkrat še vedno sprejemajo uporabnike, a po predhodni najavi. V Škofijski Karitas so nedavno izvedli akcijo Družina, kjer smo pomagali z kurjavo, z nakupom kurjave, z drvi. Imamo ta segment, ki ga imamo zmeraj, ki se pač ne ponavlja, mislim, ki niso novi. Potem novih, recimo, bi lahko rekel, da je nekako porast 20%, zdaj če govorimo o prehrani. Kot rečeno, pa vse več uporabnikov potrebuje predvsem razbremenilni pogovor. Osebja za to ni nikoli dovolj, pravi Dvornik, hrane pa imajo in še vedno sprejemajo prošnje, pri čemer sodelujejo s prostovoljci z več kot 20 župnijskih Karitas. Brez prostovoljcev ne gre niti pri Rdečem križu, ki od 12. do 18. oktobra obeležuje teden dobrodelnosti. Nekako ocenjujemo, da po teh zbiralnih akcijah, ki jih imamo, lahko omogočimo hrano, finančne pomoči, potem pa tudi letovanje za otroke, za starejše, kar vsakemu petemu starejšemu človeku in vsakemu 10. socialno ogroženemu otroku. Tudi v tem tednu računajo na solidarnost ljudi. Ljudje lahko pomagajo preko SMS sporočil na 1919 in sicer z geslom skupaj ali skupaj 5. Lahko tudi nakažejo sredstva, ki se zbirajo preko transakcijskega računa Rdečega križa Slovenije. V območnem združenju so od marca razdelili 2000 paketov, a kot pravijo Zimkova, si ljudje težko priznajo, da potrebujejo pomoč in ne pridejo k njim, čeprav jih je vse več. Lažje jim pomagajo s terenskimi akcijami. V tem času od marca do sedaj smo pomagali tudi ljudem z finančnimi pomočmi. Teh finančnih pomoči je bilo okrog 70 v vrednosti 10 000 evrov. Gre predvsem za plačilo nujnih položnic. Med potrebnimi pomoči so tako starejši kot mlade družine z enim ali brez dohodka. Zaradi nestanovitnega vremena in obilnega deževja v zadnjem tednu je Krka na običajnih mestih poplavljanja vnovič prestopila bregove. Tudi v Kostanjeviški občini, v kateri že vrsto let opozarjajo na potrebo po zagotovitvi dolgoročne poplavne varnosti spomeniško zaščitenega mestnega jedra z bližnjo okolico. Možne rešitve problema so iskali v sklopu z evropskimi sredstvi podprtega projekta Danube Floodplain, v katerem sodeluje 10 podonovskih držav. Narasla Krka, ki je včeraj nekoliko upadla, je dolenjskim Benetkam zaenkrat k sreči prizanesla. Strah vzbujajo možne posledice vnovičnega deževja. Vso resnost problema v Kostanjevici razodeva strašljiva poplavna statistika. Da je bila občina ali pa da je bil Kostanjevica na Krki v 100 letih 90krat poplavljena. Ne? To je potem praktično skoraj enkrat letno. V Kostanjevici še dobro pomnijo grozljive posledice poplav v letih 2010 in 2014. Nujno je torej zagotoviti dolgoročno poplavno varnost. V sklopu medregijskega projekta Danube Floodplain so bile obravnavane 4 možne različice. 2, kot sta denimo poglobitev struge oziroma razlivne površine v Krakovskem gozdu, nista prinesli želenih rezultatov.
Tretja varianta je bil načrtovan jez na reki Krki gorvodno, tako da to je bila rešitev, sicer je pa v finančnem smislu nemogoče izvesti. To je bilo predvidena investicija 260 milijonska, ki pa ni niti za državo, mislim, ni sprejemljivo. Kot najbolj ustrezna in izvedljiva rešitev se je izkazala izgradnja montažnega sistema protipoplavnih zagatnic. Take primere so znani v tujini, s tem je v Avstriji, oni imajo veliko teh rešitev, potem sama Praga nam je bila predstavljena, kako jo ogradijo. Pri nas pa v Celju imajo tak sistem, delno tudi Laško. Če bi Kostanjevici grozile poplave, je takšen sistem protipoplavnih zagatnic mogoče vzpostaviti v 2 dneh, za kar bodo poskrbeli za to usposobljeni člani civilne zaščite in domačih gasilskih društev. Mi bomo mogli obvezno zgraditi skladišče te opreme, verjetno bo potrebno nov gasilski dom, kjer bojo imeli to opremo potem tudi spravljeno, treba bo neka transportna sredstva imeti. Načrt protipoplavnih zagatnic s črpališčem na otoku in ostalo potrebno infrastrukturo je ocenjen na okrog 7 milijonov evrov. Večino naj bi zagotovila Evropa in država, občina bo pomagala v skladu s svojimi zmožnostmi. Zdaj v tej novi perspektivi je za to denar namenjen, tako da mislim in upam, da teh 7 milijonov ne bi smela biti neka težava za samo državo Slovenija. Rešili pa en velik problem, ki se vleče že 100 let, se veste. Če to rešimo, smo rešili spet za 100 let nekaj. Od narave pa na področje vojske. Obrambni minister Matej Tonin in brežiški župan Ivan Molan sta sredi tedna podpisala dodatek k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. S podpisanim dodatkom in lastnim deležem bo občina izvedla naložbe v lokalno infrastrukturo, prav tako bo kupila opremo za potrebe gasilcev in civilne zaščite. V podpisu dodatka številka 3 k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki iz uredbe o državnem prostorskem načrtu za letališče iz leta 2007 je opredeljeno sodelovanje med obrambnim ministrstvom in brežiško občino v letih 2021 in 2022. Ministrstvo za ta namen v 2 letih predvideva 820 tisoč evrov. Približno 780 tisoč evrov bo šlo za sredstva predvsem za investicije in pa ostalo za opremo za gasilce in pa civilno zaščito. S tem bomo predvsem posodobili infrastrukturo v krajevni skupnosti Cerklje in pa seveda v njeni okolici. Pri čemer bo svoj del dodala tudi brežiška občina v višini dobrih 350 tisoč evrov, kar pomeni, da bo skupaj s sredstvi ministrstva izvedla naložbe v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. Na ta način Ministrstvo za obrambo deluje družbeno odgovorno. S tem zneskom želimo na nek način se lokalni skupnosti oddolžiti za našo prisotnost v tej občini. Zavedamo se, da naše delovanje lahko pomeni za lokalno skupnost tudi kakšen moteč dejavnik. Beseda je tekla tudi o vojaških stanovanjih v občini. Dejstvo je, da seveda ima tudi Ministrstvo za obrambo še nekaj stanovanj. Naš interes je, da seveda se tudi ta prevzame in da jih potem občina obnovi in jih da tako za mlade družine in pa socialne stanovanja. Tako da jaz danes sem poslušal ministra, pravi, da si želi še ukrepiti naše sodelovanje in verjetno v naslednjih letih bo možno tudi še to izpeljati. Ministrstvo za obrambo je za različne projekte v brežiški občini doslej namenilo približno 4,5 milijona evrov. Še ostajamo v Posavju. Jedrska elektrarna Krško je pri mednarodnem pregledu Vanom dosegla najvišjo oceno, ki jo pridobile 10 najboljših jedrskih elektrarn na svetu. A veljavno obratovalno dovoljenje nuklearki poteče leta 2023. Kot so nam potrdili v NEK-u, so pred dnevi prejeli sklep ARSA, da morajo za nadaljnje 20-letno podaljšanje obratovalnega dovoljenja izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. To za nas ni bilo presenečenje, pojasnjuje direktor Stane Rožman. S postopkom smo praktično pričeli, s tem, da je naročen elaborat, ki bo osnova oziroma temelj za vse nadaljne korake.
v tem postopku. Glede na to, da ima nuklearka veljavno obratovalno dovoljenje še 3 leta, je časa za pripravo elaborata več kot dovolj. Elaborat bo pripravljen v prvih mesecih leta 2021, potem bodo stekli potrebni postopki, tako da mislim, da smo na varni strani, kar se časovnice tiče. V Gen energiji polovični lastnici NEK-a so zatrdili, da bodo pri pripravi elaborata nudili vso potrebno pomoč. Generalni direktor Gen energije Martin Novšak pravi, da so tudi doslej sofinancirali razvojne naložbe v nuklearki, vse z namenom, da ta lahko varno in dolgoročno obratuje. Smo zainteresirani, da seveda tudi NEK primerno prikaže pozitivne vplive obratovanja tega objekta v nadaljnjih vsaj 20 let. Seveda pa ob tem bomo držali pa varnost na visokem nivoju. Navedba Arsa, da je podaljšanje dovoljenja neločljivo povezano tudi z gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo, ne drži popolnoma. To je projekt, ki je neodvisen od delovanja jedrskega objekta, nam potrdijo tako v NEK-u kot Gen energiji. Je pa izgradnja novega skladišča vsekakor nujna in neizogibna. Paralelno teče čezmejna presoja vplivov na okolje z Avstrijo in pa Hrvaško, ki je tudi v zaključni fazi. Pričakujemo dejansko, da bi v naslednjem letu, v začetku leta, pridobili tudi gradbeno dovoljenje in seveda izvedli potem do konca tudi izgradnjo in pa prestavljanje tega goriva na bolj varen način skladiščenja. Vzporedno s postopki za podaljšanje delovanja prvega bloka pa bodo v Gen energiji nadaljevali s potekom priprav, da bi lahko zgradili tudi drugi blok jedrske elektrarne. Občanov Šentjerneja te dni ne skrbi zgolj naraščanje okužb s koronavirusom, ampak tudi povečano število vlomov v stanovanjske in druge objekte. Od avgusta pa do zdaj je namreč teh več kot običajno, ponekod so storilci vlomili že 2-krat. Občina pričakuje večjo odzivnost policije, ta odgovarja, da je okrepila svojo navzočnost na terenu. Cvetličarna, bencinski servis, župnišče, slednje celo 2-krat, stanovanjske hiše, to so primeri, ki so jih v zadnjem času zaradi vloma obravnavali policisti in kriminalisti. Že 2-krat so zlikovci obiskali podjetnika Romana Lešnjaka iz Šmarja, 2-krat so vstopili skozi balkonska vrata. K sreči smo opremljeni z alarmno napravo, tako da jih je potem ta tudi prestrašila in so seveda hišo tudi takoj zapustili. In seveda ni ostalo ne prstnih odtisov, ne odtisov čevljev, tako da kakorkoli se na zadeve kar dobro pripravijo in za sabo ne puščajo nobenih sledi. Takšna dejanja bi bilo treba preprečiti ali vsaj omejiti, dodaja. Tudi na občini se tega zavedajo, poudarja župan. So res ti vlomi vedno bolj opazni, dogajajo se v istih naseljih, predvsem pa, kar tudi govorim z občani, s katerimi sem redno tudi v stikih, kjer se ti vlomi dogajajo, vedno so bolj drzni ti vlomi. Skoraj na očeh stanovalcev se zgodijo. Gre za dobro organizirane akcije, meni Simončič, ki se je že sestal s predstavniki policijske postaje, direktorjem novomeške policijske uprave in ministrstva. Jaz kot župan pričakujem samo nekaj od vseh državnih organov, da zagotovijo državljanom, ki plačujejo davke in živijo vzorno življenje, red in disciplino in mir, stabilno stanje. Vlomi se morajo enkrat pričeti resno reševati. Vlomov v občini sicer letos v primerjavi z lanskim letom ni več, a je trend v zadnjem času neugoden. 11 so jih obravnavali od avgusta do danes, zato so se morali odzvati, poudarja Simončič. Največkrat nepridipravi vstopajo v stavbe med 6. in 10. zvečer, občasno tudi po noči. Na vsakem kraju kaznivega dejanja mi opravimo ogled in zavarujemo sledove. Ti sledovi so potem poslani naprej v preiskavo, vendar zdaj zaradi določenih preiskav jaz o tem ne morem dajati podatkov, se pa stvari mogoče kdaj tudi povezujejo med sabo. V smislu, da bi šlo lahko za iste storilce na več krajih. Policisti so poleg obravnavanja vlomov dodatno obremenjeni z iskanjem migrantov, a občanov, ki imajo pravico do varnosti, to ne zanima. Dejstvo je, da mi smo se okrepili za policisti postaje Brežice, vodnike sodobnih psov in konjenike, ter tudi pomožno policijo, ki nam pomagajo zdaj v tem mogoče zmanjšanju varnosti občutka pri občanih. Ki lahko odslej večkrat opazijo policijske patrulje. Oba sogovornika sicer pozivata občane, da vse sumljive okoliščine, vozila in osebe redno prijavljajo policiji.
Velikokrat je namreč prič kaznivih dogodkov kar nekaj, a se umaknejo, ko je treba posredovati uradne podatke. V drugem delu sledijo prijetnejše teme. Od nedavnega lahko prebivalci Črnomlja prečkajo Dobličico po prenovljeni leseni brvi. Z obnovo dotrajanega lesenega mostu v ulici Kočevje je občina začela julija in za naložbo, ki je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna, odštela dobrih 26.000 evrov. Na občini si prizadevajo podobo mesta čim bolj urediti. Z naložbo so krajanom znova omogočili nemoten prehod čez Dobličico. Ja, brv v Kanižarci je bilo že dolgo neuporabno, zato smo se odločili na občini, da to brv saniramo. Seveda, želeli smo jo sanirati, da ostane takšna, kot je bila, torej da je osnova lesena in konstrukcija lesena. In ravno zato, ker so želeli, da brv ohrani leseno konstrukcijo in obliko, kot jo je imela pred obnovo, je ta trajala nekoliko dlje, pojasni župan. Postavili so leseno hrastovo pohodno površino, izvedli demontažo kompletne pohodne konstrukcije, z brušenjem in barvanjem očistili kovinsko konstrukcijo ter jo zaščitili s temeljnim in zaščitnim premazom. Sanirani so bili tako temelji na vsakem bregu, celotna konstrukcija je nova, ograja je nova in vse je izvedeno v lesenem stilu, tako kot je bilo, mislim, da je to ena res lepa brv, po kateri se lahko krajani znova napotijo v smeri priljubljene pohodniške poti. Oktober je med drugim mesec požarne varnosti. V Gasilski zvezi Brežice, ki letos obeležuje 65 let, so v sklopu Brežiškega oktobra občinskega praznovanja obeležili tradicionalni dan gasilcev in v uporabo prevzeli kar 3 gasilska vozila. V sklopu Gasilske zveze Brežice deluje 31 prostovoljnih gasilskih društev in 1 industrijsko. Vanje je vključenih več kot 3000 prostovoljcev, kar je 12% prebivalcev občine. Najstarejše društvo Gasilske zveze Brežice je prostovoljno gasilsko društvo Brežice, ki praznuje 138 let obstoja. Naše najmlajše gasilsko društvo pa je prostovoljno gasilsko društvo Križe 1999. Ob 65-letnici Gasilske zveze so se v 3 društvih razveselili enega obnovljenega in 2 novih gasilskih vozil. Gre za prostovoljno gasilsko društvo Dečno selo, ki danes prevzema obnovljeno gasilsko vozilo s cisterno 2450. Gasilsko društvo Cerklje v Krki prejema danes v svojo operativno sestavo vozilo GVC 2450. Prostovoljno gasilsko društvo Brežice danes prevzema gasilsko vozilo Novo na podvozju Iveco, oznake AC 2470, pomeni 7000 litrov vode, 300 litrov kanila pa 3000 litrska črpalka. V strukturi Gasilske zveze je 34% gasilk in 66% gasilcev. Operativnih gasilcev je več kot 600. Ob 1146 članih in članicah imajo še 549 veteranov in veterank ter 750 pripadnikov gasilske mladine. Težava pri mladih je, ko končajo osnovno šolo, pravi predsednik. Medtem ko je problem, ko ti postanejo srednješolci, se dostikrat zgodi, da z študijem in odhodom v druge kraje se kasneje težje vključijo nazaj v delo prostovoljnih gasilskih društev v domačem kraju. Brežiški gasilci v povprečju posredujejo med 120 in 130 krat letno. Veseli jih, da jih pri zdajšnjih in prihodnjih izzivih podpira tudi občina. Prav tako seveda občina namenila letos tudi sredstva za obnovo domov, 15.000 evrov za različne društva in pa še seveda nabavljamo druge stvari, kot so zaščita gasilcev, zavarovanje gasilcev, zavarovanje gasilske lestve in vse ostalo. Na podlagi tristranske pogodbe med občino Brežice, 31 prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Brežice, javno gasilsko službo zagotavljajo na celotnem območju občine z več kot 24.000 prebivalci. Nekaj let manj kot praznuje Brežiška gasilska zveza, pa v novomeški Krki negujejo vezi z mladimi raziskovalci in sicer že polnih 50 let. Zaradi izrednih razmer letošnjega simpozija in razglasitve prejemnikov jubilejnih 50 Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge niso pripravili v Krki, ampak na daljavo.
A to ne zmanjšuje pomena projekta, ravno nasprotno, saj so prejeli največ, kar 93 prijav mladih raziskovalcev doslej. Če so s Krkinimi nagradami v začetnih letih predvsem skušali pridobivati mlade strokovnjake v mlado, hitro rastoče in manj prepoznavno podjetje, je z leti preraslo v neko gibanje, spodbujanje mladih k razmisleku tudi o njihovih željah, karierah na področju raziskav in razvoja. Krkine nagrade so prispevale k temu, da se je marsikdo od nadarjenih odločil za pot raziskav in razvoja, je prepričan Rotar. Ob jubilejnem 50. razpisu si je 5 raziskovalnih nalog prislužilo veliko Krkino nagrado. Predvsem je spet ena potrditev za res obsežno raziskovalno 4-letno delo. Tudi vesela sem, da sem med prejemniki Krkinih nagrad, ker je tudi kar lepo število mojih sodelavcev prejemnikov, tako da se rada postavljam njim ob bok. Lahko rečemo, da je to pot, ki je polna izzivov, ki je polna težav, ampak vsaka težava v bistvu ima svojo rešitev in kar pogumno naprej. Za mlade znanstvenike so Krkine nagrade potrditev rezultatov njihovega poglobljenega in ustvarjalnega delovanja, s katerim bodo bodisi v gospodarstvu, bodisi v drugih ustanovah prispevali k razvoju znanosti. Mnogi so danes priznani strokovnjaki, profesori na univerzah, raziskovalci v raziskovalnih ustanovah in industriji, več kot 300 pa jih je zaposlenih v Krki. Doslej so sicer podelili že 2911 Krkinih nagrad. Letos so, kot rečeno, ponosni na rekorden odziv. Torej, vsega skupaj celovito je 151 nalog prispelo, praktično skoraj blizu 200 avtorjev, od tega recimo 61 nalog srednješolskih nalog in 90 študentskih nalog. Kakovost nalog raste, poudarja Vrečer. Zelo raznolike so tudi tematike, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Na Rihpovcu v občini Trebnje že vrsto let deluje Društvo za napredek Hribovec, v katerem se trudijo, da bi v kraj prinesli čim več dogajanja. Zato vsako leto medse povabijo ljubiteljske slikarje, ki ime vasi ponesejo po vsej Dolenjski. Tako so tudi minuli konec tedna pripravili tradicionalni extempore. Zaradi korona ukrepov je druženja bistveno manj, s tem pa se ljudje začnejo utujevati, so prepričani v društvu. Zato je padla odločitev, da ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje izpeljajo 17. extempore. Povabili smo klasično sestavo novomeške upokojence, tudi trebansko društvo je povabljeno. Letos je udeležba skromnejša, 9, mislim, da jih je zdaj le tukaj, ampak tudi to je nekaj. Važno je, da ostajamo, da držimo skupaj in gremo naprej, ne glede na situacijo. Ljubiteljski slikarji se radi vračajo na Rihpovec iz več razlogov. Iz ene v bistvu tradicije, je že to ne vem, katere po vrsti ta extempore, drugič pa, če si ljubitelj slikarstva, recimo, je to en izziv, recimo, zmeraj nekaj novega. Prav na vseh 17 slikarskih srečanjih je sodeloval Franci Urbančič, ki ga navdušujejo prijazni domačini, pa tudi številni zanimivi motivi za slikanje. Tule je ena stara kašča, že dole v Vinku, pa bi jo rad naslikal, ker ne vem, koliko časa bo še trajala ta kašča, ker sem nekaj slik naslikal, ker je tistega ni gor, to je en spomin na staro. Jaz sem pa tudi tak, da imam rad stare stvari, nove ne gledam rad. Na extemporu nastala dela bodo na ogled v hiši, ki jo ureja društvo. To je velik projekt, ampak največji problem je bil tudi vremenske nevšečnosti, in zdaj smo to rešili. Tudi če nas dež dobi noter, po zimi nismo imeli nič, se zdaj v hiški družimo. Tako da počasi ne bi postalo to neko vaško središče. Središče za mlade in starejše. Sicer pa v društvu v sodelovanju s krajevno skupnostjo skrbijo za vzdrževanje cest, redno imajo tudi krajevne zbore. Za konec pa še v športne vode. Rokometaši trebanjskega Trima so odlično začeli novo sezono.
Zelo uspešno nastopajo v državnem prvenstvu, v katerem so na vrhu, v Ligi Evropske rokometne zveze pa so z uvrstitvijo v redni del tekmovanja dosegli enega največjih uspehov v zgodovini kluba. Včeraj so se v sklopu državnega prvenstva v novomeški športni dvorani Leona Štukla v derbiju kroga pomerili z Velenjskim Gorenjem in zmagali z 29-28, čeprav so večji del srečanja zaostajali. Spet se mi zdi, da nismo bili čisto pravi, sploh v tekmo smo šli preveč mehko, kot da nismo mi tle doma, čeprav res nismo, ampak je pa smo še enkrat pokazali karakter, se dvakrat vrnili z -5, na koncu zmagali en gol in vsaka čast ekipi. Ja, sigurno smo, fizično smo sigurno zelo dobro pripravljeni, zato tudi se trudimo. Treniramo, večkrat je naporno, ampak tekle pa se pa pokaže, da je vredno vsake kapljice znoja. Kmalu bodo Trebanjci odigrali tudi prvo evropsko tekmo, saj bodo gostovali v Nemčiji pri odlični ekipi Rhein-Neckar-Löwen. Pa mi gremo gor čisto sproščeno, vsi smo sanjali, da bomo nekoč igrali take tekme. Jaz samo upam, da nas ta koronavirus letos ne ustavi in da odigramo vse tekme kot nagrada še za prejšnjo sezono in odigramo te tekme tako, kot znamo. Seveda pa se v teh negotovih časih pogosto primeri, da igralci sploh ne vedo, ali bodo lahko trenirali in igrali. V bistvu se ne smeš preveč obremenjevati s tem trenirati po planu in dokler gre probati vsak dan trenirati, ne spušča tekem. Zaenkrat če ni korona udarila po nas in upamo, da tudi ne bo. Sicer so Trebanjci v letošnji sezoni zaenkrat še neporaženi. Super začetek, tako smo si lahko samo želeli, da začnemo sezono. Mogoče kdaj malo sreče, veliko poguma in to je to. Ne samo v športu, tudi v življenju nasploh potrebujemo sreče in poguma. V teh dneh pa tudi zdravega razuma in predvsem zdravja. Prijeten pozdrav, do naslednjič.